Bivanje lokalnega prebivalstva in turizma je pravzaprav pri razvoju celotnega turizma izrednega pomena, ne samo trajnostnega turizma, in mi temu damo res izreden poudarek že od nekdaj iz več razlogov, ker pri razvijanju turistične ponudbe je najpomembneje gledati na to, da ne pride do prevelike koncentracije na eni točki, v primeru Ljubljane njenega relativno malega centra, vse v centru, temveč da skreiramo turistično ponudbo, ki omogoča turistom, pa tudi nam lokalcem, da gre ven iz centra in da raziskuje tudi regijo, pa seveda gre tudi v drugi konci Slovenije, kajti v Ljubljani omogočamo ne zgolj poleti, temveč tudi po zimi izlete ven iz Ljubljane vsak dan. To pa ne bi moglo biti bolj res, ker v turizmu brez sodelovanja vseh, ki delujemo na celotni destinaciji, in s tem mislim celotno Slovenijo, ne zgolj celotno Ljubljano, ne moreš uspešno graditi zgodbe turizma. A lahko samo mogoče konkretno, zakaj je Ljubljana pač zelena destinacija? Ljubljana je evropska zelena destinacija, zato ker je po mnenju oziroma po realnih kriterijih razvitih strani Evropske komisije naredila največ sprememb v najkrajšem možnem času za kvaliteto življenja tako lokalcev kot seveda posledično tudi turistov, ki prihajajo v Slovenijo oziroma v Ljubljano. Kako se v Ljubljani ponudniki namestitev, gostinci in tako dalje zavedajo tudi tega pomena usmerjanja v trajnostni razvoj? Zdaj na strateški ravni usmeritev je jasna, kaj pa v praksi? V praksi je tudi veliko na nas kot lokalni turistični organizaciji, kajti ena od naših nalog je zagotovo tudi izobraževanje v to smer. In ko enkrat zgradiš pravo zgodbo v turizmu, potem seveda sodelujejo tudi lokalni partnerji. Naziv Evropska zelena prestolnica oziroma zelena prestolnica Evrope lahko pomeni samo en naziv več, lahko pa dejansko poveš najprej lokalnemu prebivalstvu, potem pa še turistom, kaj dejansko imajo od tega. Od tega, da je zaprt center za promet, da lokali, bari, restauracije dajo ven svoje vrtove, s tem je sproščena atmosfera v mestu, ljudem se ni potrebno bati, ko hodijo po mestu, da bo avto prišel mimo njih in podobno. In to je vse izredno pomemben del celotne turistične ponudbe. In kot rečeno, lokalni partnerji so pravzaprav to ponudbo ne samo zagrabili, ampak nam jo pomagajo graditi. Ko smo se ocenjevali po globalnih in po evropskih kriterijih razvitih strani Evropske komisije in Svetovne turistične organizacije, smo ugotovili, da v Ljubljani nimamo nobenega hotela z ekocertifikatom. Mogoče mala stvar, ampak v bistvu za trajnostni turizem zelo pomembna zadeva. Zato smo se povezali z mednarodnim partnerjem, ki ima mednarodno eko-znamko Travel Life in sodelovanju povabili več ljubljanskih namestitev. Rezultat je bil, da imamo prvi hostel na svetu s tem certifikatom Celico seveda in pa kar 7 ljubljanskih hotelov, eden je že pridobil Hotel Park, 6 je pa še v pridobivanju. Podobno velja za zelene verige, kajti zelo je pomembno najprej nam lokalcem, potem pa seveda tudi turistom, da ko dobijo recimo zajtrk na mizo ali pa gredo jesti v restauracijo, da imajo pri hrani oziroma da je sestavni del njihove hrane, da so lokalne sestavine. In z tako imenovanimi zelenimi verigami smo potem povezali različne partnere na destinaciji, se pravi od tistih, ki pridelujejo, pa do tistih, ki kupujejo in potem predelajo v sam obrok. Mi smo se to povezali s tako imenovanimi zelenimi verigami, ustvarili še dodano vrednost trajnostnemu turizmu v Ljubljani. In tukaj partnerji izredno sodelujejo, brez njih tega ne bi bilo. Kako je en tak naziv zelena prestolnica ali pa recimo zdaj Slovenija bo zelena destinacija, koliko dejansko v praksi številke, koliko več turistov prinese, kako je s to promocijo? No? Iz samega naziva zelena prestolnica Evrope je nemogoče izvleči ven številke, koliko jih je prišlo prav zaradi naziva. Je pa dejstvo, da mi, ko smo izvedeli za naziv, torej da smo zelena prestolnica Evrope, to je bilo leto in pol predtem, se pravi junija 2014, od takrat dalje smo takoj začeli izvajati promocijo v tujini, kajti ljubljanski turizem je kar 95% sestavljen iz tujskega turizma, torej tujcev, samo zgolj 5% je domačinov, kar se tiče turizma oziroma prenočitev v Ljubljani. In to pomeni, da moramo delati promocijo v tujini, ker imamo toliko tujcev, toliko tujskega turizma. Ves čas smo gradili promocijo na tem, kaj
ta naziv dejansko pomeni za razvoj trajnostnega turizma, kakšne produkte imamo v Ljubljani. Iz tega naziva pa zagotovo smo dobili veliko turizma v Ljubljano oziroma turistov, ki so prišli v Ljubljano, kajti dejstvo je, da smo v 2015 realizirali preko 1.200.000 nočitev v Ljubljani in to je bil rekord od kadarkoli, pač merimo nočitve. Kako slovenska vlada upošteva to, da se želi Ljubljana in se kako to vpliva na odnos ministrstva, večjih ministrstva, ki so zato? Slovenija, tako nacionalna turistična organizacija kot resorno ministrstvo, se pravi Ministrstvo za gospodarstvo, tehnologijo in razvoj, se zelo ne zgolj zavedata, da jim Ljubljana nosi ta naziv, ampak ga tudi promovirata in moram reči, da v tem kontekstu je sodelovanje med nami, med Slovensko turistično organizacijo in Direktoratom za turizmom ne samo zgledno, ampak odlično. Kako se prepoznalo v sredstvih, ki jih namenja vlada za turizem? Vlada ne namenja sredstev za razvoj turizma, ker po zakonu o pospeševanju razvoja turizma se turizem v Ljubljani financira iz turistične takse. Poleg tega imamo še 3 druge namenske vire financiranja, ampak noben od njih ne izhaja iz vlade. Hvala.